Primorske 2016. 12 priložnosti, ko v uredništvih vseh treh medijev pretehtamo osebnosti, ki nas vsak mesec znova prepričajo. 15 imen prihaja nocoj med nas, imen, ki nas bodo znova očarala. Skupaj z vami, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci ter bralke in bralci, pa bomo ob koncu nocojšnjega druženja razglasili osebnost Primorske leta 2016. Osebnost Primorske leta 2016 je... Osebnost Primorske leta 2016 sta Igor Komel in Vasja Klavora. Najprej bi želel za moja stvar poudariti. Najprej to je ekipno delo in kar se mi zdi pa najvažnejše, da je promocija po eni strani Doberdoba, spomenika v Doberdobu, po drugi strani, kar se mi zdi pa tudi važno, da sedaj imamo vsaj rožice kam postaviti, da padlim našemu v prvi svetovni vojni. Bi pa želel samo eno stvar poudariti. Prej Klavora je omenil, da je skromen spomenik. Jaz pravim, da ni skromen spomenik, ker ima z vsebinskega vidika toliko teh, bi rekel, toliko vsebine, da pravzaprav izraža tudi našo slovensko pristopnost v tem kraju. Težnja naša je, da je spomenik naj bo promocija po eni strani občine Doberdob, po drugi strani pa tudi celotnemu zamejskemu prostoru. In dovolite mi še dodatno misel, da Primorci z obeh strani meje, če sodelujemo, zmoremo marsikatero zanimivo inicijativo speljati in smo zanimivi tako v Sloveniji, kot pa tudi v Italiji. Naj bo ta naša nagrada, ki smo jo danes prejeli, izraz ravno tega sodelovanja, Klavora iz Nove Gorice, jaz iz Gorice, občina Doberdob zraven, celotni, bi rekel, celotna primorska občina, ki so sodelovali pri tej inicijativi, izraz tega sodelovanja. In že, ker imam rožice in že, ker je tukaj župan Doberdoba, dovolite, da dam željo od župana Doberdoba, da postavimo te rožice na spomenik v Doberdobu. Hvala lepa za to priznanje. Morda sem nekoliko nepresenečen, nekoliko čustveno le. Bom povedal kratko. To, kar smo želela narediti, se nam je posrečilo. Posrečilo se nam je, da smo se po 100 letih z vsemi tistimi, ki so z nama sodelovali, podolžila spominu tistih, ki so upali, da se bo to zgodilo. Zdaj imamo spominsko znamenje vsem našim prednikom na Doberdobu. Delo, kot je rekel Igor, delo, ki je bilo skupno delo, tako naše strani, kot tudi Slovencev, živečih na oni strani meje, na Goriškem, na Krasu in na Doberdobu. Bil je to zares ne samo odkritje spomenika, bil je to zares zgodovinski dogodek. Iz neke skromne ideje, kako postaviti, jaz še enkrat rečem, skromen spomenik, je pa to velik spomenik, ki ima v kraški marmor vklesane
podobe slovenskih nageljnov in kitico Doberdob slovenskih fantov grob. To je res, bi rekel, simbolno dejanje, ki pa je zraslo v neko dejanje, v zgodovinski dogodek, ko sta se srečala na tem mestu oba predsednika, kot prijatelja. Nekoč so bili naš in oni narod, drugi narod, sosednji narod, nasprotniki. Srečala sta se in zgodilo se je, da je tudi predsednik one sosednje države prvič prišel med naše Slovence. Tudi to je bilo veliko dejanje, ki so ga Slovenci dosegli s tem, ko so postavili to spominsko znamenje.